Jaz sem Miha Dešman, sem arhitekt in bom govoril seveda tudi nekako o arhitekturi. Tle piše, kaj je arhitektura in o neki zgodbi arhitekture skozi zgodovino. Potrudil se bom, da bo ta zgodba kar se da zabavna, ne bom se kronološko sprehajal od neke pradavnine pa do današnjega časa, ampak vas bom skušal pravzaprav malo navdušiti za to, da bi sami razmišljali o arhitekturi, da bi sami nekako dobili apetit do arhitekture, apetit do tega, da bi jo se učili razumeti, brati in da bi se tudi v vaša življenja nekako naselila kot nekaj, s čimer se da uživati. Ker arhitektura seveda zelo pomembno določa naša življenja, vedno smo z njo v stiku, od rojstva naprej pravzaprav. In arhitekturo pravzaprav delamo ljudje. Delamo jo s svojimi telesi, delamo jo s svojimi mislimi, delamo jo s svojimi čuti. Seveda pa arhitekturo delamo tudi arhitekti, ki jo pač si zamislimo in načrtujemo, ne. Tako da najbolj takšna običajna definicija če rečemo iz enciklopedije pravi, arhitektura je umetnost načrtovanja prostora. Ali pa arhitektura je umetnost gradnje. Oboje drži na nek način in oboje je pomembno. Tukaj je znotraj nekega prostora eno ogromno jabolko. Vidite en zanimiv odnos med predmetom, to se pravi med jabolkom, in med prostorom, med neko sobo, med nekim interierjem. Kaj je tukaj narobe? Jabolko je nekako preveliko, ne, za ta prostor in nekako grozi temu prostoru, da ga bo pravzaprav nekako požrlo ta prostor. To je ena Magritova slika iz, recimo, malo pred sredino prejšnjega stoletja. To je en slikar znamenit, ki je zelo lepo znal upodabljati, recimo temu, konceptualne lastnosti tistega obdobja, v katerem je delal, ne. Obdobje neke tesnobe, obdobje ali pa občutje neke tesnobe in odnos med predmetom in prostorom, ne. Če predmet preveč zrase, začne nekako ogrožati prostor. No, mi se bomo skušali sprehajati skozi prostore, ki so, recimo, takšni, da nekako v zgodovini so precej znani ali pa pomembni, imenujemo jih tudi mejniki v arhitekturni zgodovini. In spraševali se bomo še kakšna druga vprašanja, ne. Kaj je zdaj to arhitektura? Ali je arhitektura umetnost? Kaj je bistvo arhitekture? Kdo je arhitekt? Kaj on dela? Potem, kako je nastala arhitektura in kako je nastalo mesto? Arhitektura je močno povezana ne samo s tem, kar smo, kako živimo, ampak je povezana tudi s tem, kako živi naš svet, ne. Ko se je človeštvo nekako začelo, je živelo v nekem ogromnem svetu, ki mu ni videlo ali pa znalo določiti konca ali pa zaključka, in je pravzaprav so ljudje skušali skozi to, kar so počeli v svetu, nekako vzpostaviti odnos do tega, v čemer živijo, tega, česar so se bali, tega, kar jim je nudilo pač možnost preživetja, kar jih je navsezadnje tudi včasih uničilo, in pač, ker so živeli v prostoru, so v tem prostoru tudi videli tisti smisel ali pa tisto silo, ki je pravzaprav vladala njihovim življenjem, in so zato naselili svoja verovanja, svoje bogove pravzaprav nekako v prostor. V prostor, ki je bil velik, odprt, neskončen. Recimo, kakor na tej sliki puščava, narava je še danes nek tak ostanek, na katerem mi zdajle, če gremo potovati po svetu, nekako doživimo,
kako je pravzaprav lahko prostor močan, kako ga lahko prazen, naraven prostor doživimo v neki njegovi prvobitnosti. In prostor narave je zunanji prostor, seveda pa se lahko v neki svoji fraktalni logiki, se pravi v neki svoji oblikovanosti, ki se je zoblikovala lahko skozi tisočletja, skozi neke geološke procese, oblikuje tudi v nekakšen notranji prostor, kot je v tele mini votlinci, ki bi lahko služila za eno punčko, da not stanuje, ali pa za eno živalco, da lahko stanuje. In narava oblikuje oblike, ki so izjemno zanimive, lepe in tudi služijo in so vedno služile kot nekakšen, kako bi temu rekli, vzor, po katerih smo se ljudje, arhitekti in drugi vzgledovali, ko smo hoteli oblikovati svoje okolje ali pa svoje predmete. No, človek v naravo posega s svojim delovanjem. Eno od teh delovanj, ki je že zelo staro, je, da posega s kmetijstvom in z obdelovanjem zemlje. Tukaj vidimo en zelo lep primer delte ali pa iz poplavne ravnice, naplavne ravnine v Bosni, tam, ker Neretva preteče skoraj do morja, se razlije in naredi tako blatno, široko dolino, skozi katero, če se peljete potem proti Dubrovniku, se čez peljete in od tam je tale prekrasen pogled, ki kaže, kako se pravzaprav človekov vpis v prostor s temi geometrijskimi nivicami v resnici nekako meri in oblikuje en naravni prostor, ki je sam ena danost in človek s svojim delom nekako zelo skladno z naravo sodeluje in tukaj predeluje pač, ne vem, recimo zelo dobre tele, kaj tam rastejo, mandarine, pa tobak, pa take stvari, vse same dobre stvari, ne. No in človek v prostoru, ne, v tem prostoru tudi gradi stavbe, pa gradi mesta, ne. To je zdaj eno rimsko mesto ob reki, lahko bi bila tudi recimo Ljubljana, ki je tudi bila točno na mestu, kjer zdaj sedimo, je pravzaprav vogal rimskega mesta Emona, ki je bilo podobno kot to mesto, to tudi seveda poznate, da vidim, če tole kaj dela. Dela. Takole imamo recimo slovensko pa dunajsko, ki se ji reče Kardo v rimskem času, ali pa takole prečno gre Decumanus, druga ulica, in na sred se spustijo tele, to vse poznate, ne, so take kvadratni stavbni otoki, ki se jim reče inzule, in na sred se spustita dve inzuli in nastane forum, središče mesta, kjer je potem tale ena bazilika in tukaj je tempelj in tukaj se trguje in tle se časti Boga. Na vogal dajo pa amfiteater, ker tam je hrup, ker je šport pa zabava in da ne bi motili ljudi, ko spijo. Če gremo naprej. No, to je zdaj zemljevid Ljubljane in Emone, kako je postavljena in zdaj, če si mi predstavljamo, mi smo nekje tukajle približno, zdajle sedimo v tele sicer stavbi, ki izhaja iz drugega časa, iz razvoja srednjeveškega mesta, ampak je pa pravzaprav na istem mestu, kot je. In iz mesta tukaj po Rimski pa naprej ste prišli po zdajšnji Tržaški cesti, so Rimljani lahko šli proti Ogleju in naprej proti Rimu, saj veste, vse ceste grejo v Rim. Če so šli po današnji Dunajski, so šli proti Ptuju in naprej proti Dunaju, ki se je imenoval Vindobona takrat, ali pa tle dol po Dolenki proti, tle piše Sisak in naprej Beograd in naprej, saj veste, do takrat Konstantinopla ali pa Bizanca in še naprej. Skratka, vsako tako mesto, ki ima križ, je pravzaprav simbol nekega središča, ker je zemlja okrogla, tudi eno od središč sveta, ne. Ni sam Rim središče sveta, ampak vsak tak mestni križ je pravzaprav neko središče sveta, od katerega se naselijo ljudje in v bistvu tam imajo svoje življenje, tam
živijo in za njih je to center sveta. Ne. Mesta so nastajala skozi zgodovino različno, nekatera so nastala pač na kakšnih pomolih v naravi, na gričih, da so se laže branila in so si naredila obzidja in potem, ker so bila ta obzidja neka meja za mesto, so se potem mesta začela znotraj zmeri bolj zgoščevati in so bile hiše zmeri večje, bilo več ljudi, ko so se pač ker so živeli dobro in so imeli veliko otrok, je bilo pol naslednjo generacijo še več in potem so začeli graditi tako v višino, zato ker je bilo malo prostora. Pa seveda tudi, ker so se kregale familije med sabo, pa da so imeli varno pribežališče, v vsaki družini so si naredili tak visok stolp. No, ko smo se prej peljali mimo Neretve, pa smo potem se še malo naprej pripeljali, pa smo prišli v tole mesto, kako se mu reče temu mestu, kdo ve? Ah, se veste, no. No, dobro, bom pa jaz povedal. To je Dubrovnik. Dubrovnik je eno zelo lepo mesto znotraj obzidja, na prekrasni lokaciji na robu enih hribov, proti morju je en polotok in so ga pač pozidali z mestom in mesto, tukaj se lahko vrnemo k tisti puščavi na začetku, tudi morje s svojim horizontom je en tak prostor, kjer uživamo v tem, da čutimo širino prostora, da čutimo horizont, da čutimo naravo v njeni prvobitnosti in mesta, ki so ob morju, imajo to prednost, ta privilegij, da so pravzaprav vedno nekaj posebnega. Prvič zaradi tega, ker ljudje živijo v svoji hiši, ampak ko grejo ven, grejo malo po cesti, pa pridejo pravzaprav do morja, kjer se lahko grejo kopati ali pa kjer imajo namesto avta privezan čoln in s čolnom se ti lahko popelješ ne samo do Rima, ampak pravzaprav po celem svetu. Morje povezuje cel svet. Katero je pa to mesto? Benetke, bravo. No, to je tudi eno mesto, ki je blizu nas, ki ga radi obiskujemo, ki je pa posebno po tem, da je pravzaprav mesto tukaj popolnoma preraslo naravo. To so bili eni otočki v laguni in pred enimi barbari so se prebivalci te severne Italije umikali v to blatno laguno, zato da jih niso mogli podjarmiti ali pa zasužniti ali pa pobiti in so si naredili mesto, ki je postopoma popolnoma preraslo te otoke, tako da od teh otokov praktično ni ostalo nič. Tele, kakšen drevo sem pa tja, drugače je pa mesto popolnoma preraslo naravo. In takrat, ko mesto popolnoma preraste naravo, postane tako rekoč mesto neka druga narava in v tem primeru se arhitektura nekako najbolj izpolni. Ne? Arhitektura kot narava. Ne. Zdaj ne bom vam govoril o Benetkah, o tem veliko veste, ker imamo še veliko za obdelati, ker veste, zgodovina je tako obsežna arhitektura. Danes bomo samo malo voda, pa toliko, da boste mogoče, če bo koga prijel, da bo malo kaj bral ali pa razmišljal. Ali pa seveda vsakič, ko potujemo, je tako, da če arhitekturo poznamo, v njej lahko uživamo. To je tako preprosto kot pri glasbi. Če poznate glasbo, ko jo večkrat poslušate, bolj vam je všeč. In z arhitekturo je tudi to. Če jo poznate, če veste, kako in zakaj je tako narejena, kot je narejena, boste v njej znali uživati. In bolj, ko jo poznate, več si jo želite in bolj bi uživali v njej. In to je tako neverjeten, kaj bi rekel, princip, ki vam pomaga, da uživate vedno. Hodite po mestu in gledate vsaka okno in jih primerjate med sabo ali pa ste v prostoru kot danes v tem in vam ni, da ste samo v prostoru pa nekaj gledate. Pa poslušate, ampak uživate tudi, da gledate, kakšen je strop, pa kako se on malo takole zavija in vas objame tukaj v tem prostoru ali pa čutite, kako so mehke stene ali pa uživate tudi v razmerjih v prostoru in tako naprej, v barvah, v vonju prostora. To je pomembno. No, katero mesto bi pa to bilo? Bravo. Evo, New York, zdaj, če smo že pri Big Apple, ja, točno to. To je bila pač mesto, ki je bilo
če so bile Benetke prestolnica tja tam do 16. od srednjega veka, nekje do 16. pa 15. 16. stoletja prestolnica sveta, so potem pač to vlogo popolnoma izgubile, danes so samo še nek turistično mesto, nekateri pravijo mrtvo mesto, ampak Benetke so kljub vsemu lepe. No, tako je pa New York prestolnica 20. stoletja. Kaj pa bi bila prestolnica recimo 21. stoletja, kaj mislite? Veliko mest je, ki kandidirajo za to. Mogoče Tokio, mogoče kakšno kitajsko mesto ali pa Dubaj ali kaj ste, bomo videli. No, zdaj pa definicije, bo kar nekaj definicij, pa bomo skušali jih bolj na hitro vzeti, ne preveč zgubljati časa z njimi, ampak to se mi zdi pomembno, da recimo, ko gledamo na zgodovino, rečemo, tista zgodovina se nam zdi pomembna in velika, ki je pustila za sabo velike in pomembne arhitekturne spomenike. Recimo, če pomislimo, Egipčani so nedvomno velika civilizacija, ker so pustili piramide, in tako naprej. Tiste civilizacije, ki pravzaprav niso pustile za sabo nekih velikih ali pa pomembnih stavb, so pravzaprav na žalost kar pozabljene. Ne vem, če bo naša današnji svet, v katerem mi živimo, tudi uspel pustiti nekaj tako trajnega, kakor so piramide, kot pravi arabski pregovor, da se vse stvari bojijo časa, čas pa se boji samo piramid, ne. To pomeni, kako močen simbol so piramide pravzaprav ne samo v arhitekturi, ampak pravzaprav v splošnem, kako ljudje razumemo svet in sami sebe. No, tako ko ljudje vedno gledamo, pa hočemo primerjati stvari, pa hočemo biti najboljši ali pa hočemo videti, kako smo napredovali od tistih primitivcev v preteklosti, zato so recimo v 19. stoletju zelo radi risali takele primerjalne, kaj bi rekel, diagrame ali pa take slikce, kjer so risali skupaj najrazličnejše velike arhitekture iz zgodovine in tekmovali, katera je najvišja, ne. Tukaj vidimo, piramide so zelo visoke, ne, so skoraj 150 metrov. Malo spodaj, tlele je cerkev Svetega Petra v Rimu, ena ogromna cerkev, ki jo mogoče poznate. Ta je Sveti Pavel v Londonu, tlele imamo zgleda eno v Firencah kupolo, ta Brunelleschijeva velika kupola na tisti cerkvi v Firencah, to vse najbrž malo že poznate, ali pa tlele en Panteon, tega tudi poznate, ne, ki je postran. Tako, tle spodaj so neki grški templji, Partenon in tako naprej. Take, kako je pravzaprav nekako rasla in skozi zgodovino in skozi pač zmožnosti arhitektov, tudi višina, ne, gotski stolpi, ne, so zelo visoki. No, ampak najvišji tukaj na tej sliki je obelisk, ki stoji v Washingtonu, ko so Američani, ki so tudi to sliko narisali, seveda so s tem pokazali, da so oni največja civilizacija, ker imajo najvišji obelisk, ne. No, tukaj na tej sliki je pa ena malo kasnejša slika, ne, in tlele je sicer tisti washingtonski obelisk, ampak odzadaj stoji pa še bistveno višja stavba. Katera bi pa ta bila? To je pa Eifflov stolp, tako v Parizu. Ta je pa kar na lepem visok 300 metrov, enkrat višji od tega obeliska. On je bil 150, ta je pa zdaj že 300 metrov. In zdaj, če pogledamo današnje stavbe, kako nekako rastejo, zdaj imamo tukaj en ta kako je že, se mu reče, Burj Dubaj ali pa Burj Khalifa, mislim, da, ki je visok, tle piše 2000 čevljev, ampak to je nekih 840 metrov visok. To je najvišja stavba, ki stoji v Dubaju. Tlele imamo dvojčka, se spomnite, ker je zdaj že sicer več kot 10 let, kar jih ni več, ampak sta bila tudi dolg časa najvišji stavbi, kar 2 na svetu in tako naprej. Tale odpirač za flaše, ne, stoji tam nekje
v Šanghaju, še v eni od prestolnic sodobnega sveta. Ne? In Dubaj, ki so ga načrtovali arhitekti SOM, Skidmore, Owings, Merrill, to so eni velik ameriški biro, ki že dolga leta pomembno načrtuje arhitekturna dela, je pač, tle piše 826 metrov, no, malo sem ga precenil. Zdaj pa, če pogledamo, kako izgleda ta zgodovina, tlele imamo vso tisto, ki smo jo prej gledali na celi strani, in potem so to stolpnice poznega 20. stoletja in kaj naj bi se zgodilo v par letih. Miljo visoka stolpnica, kakršno je načrtoval že arhitekt Frank Lloyd Wright, en ameriški arhitekt, ki je živel v začetku pa kaj do polovice prejšnjega stoletja. No, začetek, če govorimo, kaj je to začetek. Arhitektura že od vsega začetka nekako je pojmovana kot jezik. Ne? Tako da se je Bog razjezil na Babilonce, ker so pravzaprav bili preveč, če se spomnite te zgodbe, preveč so verjeli sami vase in premalo so verjeli v Boga, in razjezil se je na njih tako, da jim je zmešal jezike in se niso mogli več sporazumevati. To je eno, kar jim je naredil, drugo, kar jim je naredil, jim je pa stolp podaril, se pravi arhitekturo jim je podaril. In če boste nekako natančno gledali zgodovino, boste videli, da vedno, kadar se je zgodilo, da je kakšen osvajalec hotel uničiti kulturo nekoga, mu je podaril arhitekturo. To je taka stvar. Recimo Američani po drugi vojni, ki so hoteli Nemce zelo kaznovati in uničiti, za nalašč so jim podarili arhitekturo. Bilo je zelo grdo, ker so podirali kulturo, ne resnic kaznovali Nemce, ampak s tem so v bistvu jih skušali kaznovati. In to velja zmerom, to še danes velja. Zdaj se vsi bojimo, kaj se dogaja v Siriji, ker je tam vojna in ker je tam ogromno prekrasne antične in muslimanske arhitekture, za katero ne vemo, v kakšnem je stanju, ali je preživela ali ni. Isto je v Iraku, isto je v Afganistanu. No, če se vrnemo še k eni definiciji, kaj je to arhitektura, umetnost gradnje. Tle imamo eno prekrasno risbo, ki prikazuje arhitekturo, v kateri se dogaja ena od najbolj takšnih tem iz krščanstva, pomembnih ali pa središčnih tem, to se pravi Marijino oznanjenje. Ko pride angel, tlele se sicer angel Gabriel zunaj pogovarja z enim svetnikom, ki mu kaže maketo mesta, ker to je pač takrat ta slikar Kriveli, je bil zgodnji renesančni slikar in njega je zelo zanimala arhitektura in je risal bolj arhitekturo kot ta prizor, ampak kljub vsemu Marija tle noter v enem lepem interjerju za eno takim kakor pri eni pisarni sedi in tlele iz nebes dol in prihaja že ta njeno, ko se reče, oznanjenje, se pravi, da bo zanosila in da bo rodila Jezusa, tlele en golobček ji prinaša pravzaprav ta dar, da bo ona noseča in bo rodila odrešenika Božjega sina, ki bo potem pravzaprav, vse veste, ga bomo ljudje križali, ampak on bo vseeno s to žrtvijo pravzaprav nam pomagal, da bomo boljše živeli in da bo naše življenje imelo en smisel. No, ampak nas tle zanima, kako slikar pravzaprav nariše arhitekturo okrog tega prizora. Nariše jo prvič z enim klasičnim jezikom, z enim jezikom, ki ga takrat so ga v renesansi, so ga poznali samo potem, da so imeli še nekaj ostankov iz antike, iz antičnega Rima, in to se jim je zdelo tako lepo in tako uporabno kot arhitektura, za kakršno si prizadevajo, da so slikarji risali v te prizore iz Svetega pisma ali pa ki so imeli namen, da bojo viseli po cerkvah, v bistvu tako arhitekturo, ki je doma bila v neki, rečemo temu, poganski antiki in prav tej poganski antiki
se pač nekako arhitektura začenja. Ne? Zdaj, kaj je arhitektura? Arhitektura seveda so stavbe, so prostori, so naselja in so mesta. Zdaj, to se že malo ponavlja, ampak tako da bomo šli naprej. Bomo pa še dve besedi o tem, kaj pomeni sama beseda, ker vedno je v besedi velikokrat najdete tudi en skrit globlji pomen. Arhi pomeni mojster ali pa tisti, ki ima staro znanje. Tektura pomeni oblika ali pa pomeni nekaj, kar stoji, ne? Nekaj, kar lahko stoji in dobimo, da je arhitekt mojster graditelj. Dobesedno pa pomeni tektura tudi tesarstvo, ne? In bi lahko bil glavni tesar. Arhi pa prvobitno počelo ali osnovni smisel. Zdaj pa te večpomenskost tega se pravzaprav v arhitekturi velikokrat tematizira in velikokrat nekako potrdi. Arhitektura je tudi zelo povezana, kot bomo videli, z tem njenim pomenom tkanje, pletenje. Tako. Ali pa seveda ark kot lok, ne. Zdaj pa ali arhitektura je umetnost? Tukaj jaz pač se ne, da sem si to sam zmislil, ampak pravim, da je arhitektura osmišljanje našega obstoja in ker je umetnost osmišljanje našega obstoja, pomeni, da arhitektura absolutno je umetnost. Seveda pa ni samo umetnost, je še marsikaj drugega. Zdaj pa, če rečemo, kako je nastajala. Nastajala je seveda iz potrebe recimo zgraditi bivališče in tudi simbolne potrebe zgraditi bivališče za tisto, v kar mi verjamemo, ne. Tako da sta dve osnovni arhitekturni tipologiji skozi zgodovino. Ena je tista profana in druga je tista sakralna, kjer v bistvu naredimo tempelj ali pa cerkev ali pa v sodobnem času rečemo, da je, ne vem, shopping center sodobni tempelj, ampak to že malo se smejimo. Ampak drugače pa vse, kar se gradi v osnovi na dva načina, dva temeljna principa, kako se gradijo stvari, sta. Eden od teh principov je, da majhne elemente, recimo opeke ali pa kamenčke, zlagamo skupaj, dokler ne dobimo ogromne stavbe, recimo piramide. Drug princip, ki pa nekateri pravijo, da je starejši, eni pa pravijo, da je ta prvi starejši, je pa, da mi zložimo skupaj nek okvir ali pa nek skelet ali pa nek grušt ali kakorkoli in potem to oblečemo. Oblečemo lahko z slamo, lahko oblečemo z lesenimi deskami, lahko recimo z kožami, to je bilo najbrž od začetka, da so s kožami živali zavesili palce, ko so jih postavili in si naredili šotor. Nekateri še danes tako delajo in na tak način si naredijo arhitekturo, ne. In mesto, kot smo prej rekli, mesto, simbol mesta je križ. Križ je tudi simbol tega, da smo na zemlji. Križ je tudi simbol trpljenja, seveda, vse to je povezano in te upodobitve ali pa te arhetipski simboli je zanimivo, da so pravzaprav po celem svetu nekako se ponavljajo. To, da je s križem označeno mesto, to, da je recimo, kot tle vidimo, na vseh kontinentih se pravzaprav ta simbol nekako ponovi in nekako to pomeni, da ima vse, kar pač počnemo, nekje nek skupen razumen temelj, ne. Glejte, tukaj je ena mogoče najstarejša upodobitev mesta, kar jih imamo, ne. To so našli v eni pečini nekje v Turčiji, se reče Çetelhecik, mislim, da se izgovori, kjer je pač eno od prvih mest, ki je bilo, tle piše 6500 pred našim štetjem, to pomeni, če še 2000 naših prištejemo, da je to 8500 let nazaj mesto, ampak če pa pogledamo, kako je narisano, lahko bi rekli, pa se to je kot Ljubljana, ne, tle gor imamo grad, spodaj imamo pa neke insule oziroma neke kareje stavbne in ulice vmes, mrežo, tako kot danes mesto.
Sicer takrat tisto mesto ni bilo čist tako, ker vsak tale je pravzaprav bila hiša, ulic takrat še niso imeli, ampak so hodili po strehah in v strehah so imeli take lopute, ki so bile tudi zato, da so svetlobo noč spuščali in so v bistvu po lojtrcah se potem vsak spustil v svojo hišo. Ampak dobro, to je pač, niso še vsega iznašali, ne. Zdaj pa, če rečemo, kdo je arhitekt. Arhitekt je zidar, ki se je naučil latinsko. No, ta latinščina pa pomeni pravzaprav, da se je naučil dveh stvari, ne. Eno, da se je naučil jezika arhitekture, jezika gradnje, drugo pa, da se je naučil kulture, tega, da on zna pravzaprav prevzeti tisto svojo vlogo, da simbolizira skozi gradnjo nek duh dobe ali pa neko mentaliteto časa, ali pa da je, pa ne samo, da jo simbolizira, ampak da jo zna celo predvideti, ne. Ta latinščina je pravzaprav tukaj pomembna, ne, ker klasična izobrazba, tudi že klasična pomen arhitekta je pomenila, da on obvlada klasični jezik arhitekture. Klasični jezik arhitekture pa so bili ta iz antike, ki ga tudi poznate. Stebri, kapiteli, potem jonski red, dorski red, korintski red. Ta jezik, ki je popolnoma kodiran. Veste, da tak jezik, ki ste se najbrž učili malo že v šoli, je nastal v antični Grčiji in je tam, nastal je pa pravzaprav tako, da so iz enih, da se je postopoma izoblikoval v eno popolnoma narejen jezik, tako kot latinščina. Vse je v nekih modulih sestavljeno, pravila so natančna, če je steber toliko širok, tisti modul je potem že, ga zložite tolikrat po višini, dobite, koliko mora biti visok, toliko modulov med dvema stebroma in tako naprej. Ves jezik se popolnoma izide in ko ti to znaš, si arhitekt in lahko gradiš take stavbe. No, takole arhitekt tlele narisan na eni prekrasni upodobitvi iz srede prejšnjega stoletja, ko je tako šolanje arhitektov še najbolj veljalo, in vidite, on leži tle na teh knjigah, na vsem tem znanju, gleda proti eni reki in ta reka teče proti njemu in mu prinaša vso zgodovino arhitekture prekrasno v njegove pač oči in glavo in njegovo pamet, in vidite tle odzadaj piramido in tle ta klasični jezik grške in rimske arhitekture, ampak na tej drugem bregu vidite pa tudi že nekaj drugega, vidite pa nek drugačen jezik, neke, niso tukaj te rimski stebri, ampak so neke drugačne oblike. Zdaj bomo pa pogledali, kaj naj bi te bile. Aha, tle imam še prvega arhitekta. Prvi arhitekt ni bil samo arhitekt, bil je tudi svetovalec faraona, bil je zdravilec, bil je tako pomemben, da so ga po smrti spremenili v boga. Saj veste, faraoni so vsi bili nekako bogovi, ampak tudi, če si ti bil arhitekt, si lahko dosegel ta status, da si postal lahko bog. Še par besed o arhitektu. Se pravi, da si arhitekt predstavlja stavbe, kakršne šele bodo, ne samo tiste, kakršne so že, in v tem je pravzaprav neka, kaj bi rekel, za kar se arhitekti, če bo kdaj kdo šel to študirati, za kar se tudi šola arhitekt. Ne samo, da recimo zna narisati načrt, ampak da se zaveda vseh teh stvari, ki na arhitekturo vplivajo. Se pravi, danes, ko imamo svet zelo zakomplicirano organiziran in je zelo veliko stvari, je vloga arhitekta ni, da bi gradil. On pravzaprav niti ne, da bi narisal vse načrte. On je samo tisti, ki pravzaprav prevzame odgovornost za končni rezultat, ki pravzaprav koordinira vse skupaj. Ampak neki stvari pa vseeno drži na enak način, kakor so držale že od začetka arhitekture, ko smo rekli. To se pravi, da so neki principi, ki so še vedno enaki, od tistega Imhotepa, ki je gradil piramido za Džozerja v Egiptu, do Zahe Hadid, ki gradi danes recimo en muzej v Liverpoolu. Ali pa, ne vem,
kakšno drugo pomembno simbolno stavbo. Se pravi, gre za kompozicijo, razumete, kaj je kompozicija, podobno kot v glasbi. Razumete, kaj je tektonika, to malo manj. Tektonika je nekaj, da pravzaprav premagujemo težo, vse stvari imajo težo, ampak to ni samo statika, to je še več, to je v bistvu tudi simbolen pomen oblike, ki nosi ali pa ki stoji. To je še več. Potem je dialektika med delom in celoto, tudi to razumete, arhitektura vedno nekako je v tem, da najmanjši del je nekako povezan z najširšo celoto. Od mesta do žlice ali dal kukijajo ali čital, kako so rekli italijanski oblikovalci. Vse na nek način je povezano in eno na drugo vpliva. Potem je svetloba in senca. Svetloba je izjemno pomemben material v arhitekturi, včasih pomembnejša od kamna, kot bomo tudi malo še videli. In seveda materiali, površine, da ne govorimo še o nadaljnih elementih, ki jih tudi v arhitekturi vgrajujemo, ki so na vse zadnje tudi otip, von, vse živo. Ne. In zdaj, če to hočemo povzeti v neki teoretski razlagi, bi rekli, da je arhitektura, tisto, čemu rečemo arhitektura, je neka intelektualna struktura, ki je v njej in ki jo arhitekt zasnuje. Arhitekt to intelektualno strukturo zasnuje najprej skozi načrt, potem jo realizira skozi gradnjo, potem pa hiša živi svoje življenje, ta intelektualna struktura ima svoje življenje, lahko se tudi dograjuje, lahko se izgublja, lahko se izboljšuje, ampak v osnovi je pa njen potencial zasnoval arhitekt in če je to naredil slabo, hiša nima potenciala, da bi bila res dobra arhitektura, niti nima potenciala, da bi svoje življenje skozi čas dobro živela. Tle imate pač par primerov, kako v drugih področjih ta ista intelektualna struktura nastopa, ne, v vsaki glasbi ali pa v vsakem romanu in prav zelo podobno, ali pa v vsakem filmu, ne, zelo podobno je v arhitekturi. Tukaj je en tak lep diagram, ki pokaže, kaj vse na arhitekturo ta A v sredini vpliva. Ne. Vitruvi, ne vem, če ste slišali za njega, prvi arhitekturni teoretik, ki je živel tam okrog leta nič, malo prej, je v času cesarja Avgusta v Rimu, isti cesar, za katerega, no, ni važno, to bi malo predaleč odpeljali, ampak je postavil 3 osnovne parametre za arhitekturo. Ne. To je utilitas ali uporabnost, firmitas ali trdnost in venustas ali lepoto. In to je pa tle zdaj malo bolj razdelan na sodobno, kjer vidimo, kako skoraj podobni te 3 elementi pravzaprav sestavljajo en tak kozmogram trikotni, ki nam mogoče pomaga, da lahko razumemo kompleksnost arhitekture. Seveda, vsak berač svojo malho hvali, arhitekti zmeram damo arhitekturo v sredino, ampak lahko postavite tudi kaj drugega, se majčkeno prerazporedijo te besede, pa je kozmogram spet uporaben. Bistvo arhitekture je popolna skladnost oblike in namena. Zdaj, to je ena definicija, ki jo je en gospod iz Francije, Viollet-le-Duc, spet v 19. stoletju postavil. Ampak Viollet-le-Duc je bil en tak dober arhitekt, zgodovinar, teoretik in tudi ustanovitelj spomeniškega varstva, med drugim skoraj, ali pa vsaj konzervatorska. In on je na zelo precizen in natančen način združil teorije arhitekture in znanje za nazaj in tudi za naprej, tako da še za nas danes je to uporabno. Ampak vsej takih je bilo kar veliko. Ne. Zdaj pa kaj je arhitektura kot umetnost, zakaj je posebna? Zdaj, posebna je prvič zaradi tega, kar tle piše, da mora biti tudi uporabna. Posebna je pa še po nečem. Ne. Mi sliko nekako gledamo, je na steni, ali pa glasbo poslušamo, jo lahko ugasnemo. V arhitekturo pa pravzaprav najprej se ji približamo daleč, prvo dejanje drame, gledanje stavbe od zunaj. Potem pridemo do vrat, drugo dejanje vhod v stavbo. Vstopimo v stavbo, ta stavba ima lahko, kako so narejena vrata,
kako je to pomembno, kaj pri tem doživimo, ali so spredaj stopnice, kaj to pomeni, vstopimo v stavbo in stavba, arhitektura ima tudi interjer, ima notranji prostor in ima čas, da se mi gibljamo skozi njo, da v njej živimo. To je razlika pravzaprav od recimo slike. Glasba ima čas, ima ritem, ampak nima pa nekako notranjega prostora. Seveda ima tudi neke notranje prostore. V naših glavah ustvarimo tiste prostore. Marsikateri arhitekt, recimo arhitekt Mendelssohn, pa to ni ta skladatelj Mendelssohn, ampak je en nemški arhitekt iz prve polovice prejšnjega stoletja, je rekel, da on, ko posluša klasično glasbo, dobiva arhitekturne vizije. Glasba in arhitektura sta povezani, saj veste, tista stara definicija arhitektura je zamrznjena glasba. No, to je zdaj neka dolga, to bomo preskočili, da ne bomo predolgi, ker je mogoče kompliciran, ampak ta je pa spet tako zanimiva. Gradimo, ampak gradimo neki je material, masa, tisto, kar fizičnega zgradimo, ampak ta masa, material v bistvu oblikuje nek prostor. Oboje je medij arhitekture, tako stena kot prostor. In to je zanimivo. Nekateri arhitekti bolj razumejo ali pa raj delajo s materialom, steno, zidom, nekateri bolj oblikujejo prostor. Oboje je pravzaprav legitimno. Zdaj prostor je bolj povezan s svetlobo, zvokom, kaj s tem. Stena je bolj povezana s tektoniko, z zidanjem, z materialom in s težo. Teža je zelo pomembna v arhitekturi. Evo, tukaj imamo en lep diagram, načrt, ki je ga naredil renesančni arhitekt Bramante. Takrat je dobil največjo možno nalogo in to je bilo narediti novo cerkev Svetega Petra, novo glavno cerkev krščanstva. V začetku 16. stoletja mu je papež to naročil. In on je naredil takle diagram. Vidite, da je to en tak križ, in potem so še takole diagonale, kvadrat, krog, središčna, centralna stavba in vidite, material je eno, prostor je drugo in odnos med materialom in prostorom je tisto, kar pravzaprav tukaj dela arhitekturo. Vidite, da je prostor kot nekako izvotljen znotraj te čipke, te konstrukcije, se pravzaprav dogaja nek prostor, ki potem raste in dela to središčni prostor, ta, kaj bi rekel, sveti prostor najbolj glavne cerkve na najpomembnejši točki sveta, krščanstva, sredi Rima, točno nad grobom Svetega Petra. V tem je pravzaprav ta, kaj bi rekel, velika simbolna moč ali pa vrednost arhitekture. Tle imate en tak diagramček, skoraj na otroški način narisan, kako pravzaprav votlimo mi lahko konceptualno prostor, kaj pomeni praznina prostora proti masi tega oboda. Tle gor je pač, kako se je pol ta cerkev realizirala, pol je Michelangelo naredil to prelepo kupolo, ampak to je že druga zgodba. Začetek je pač v tisti čipki. No, te mejnike smo že prej omenili, kako se pravzaprav skozi zgodovino sprehajamo lahko od stavbe do stavbe. Prej sem pa začel o tej dialektiki med klasičnim jezikom, ki ga imamo tle na vrh, antični jezik, steber, arhitrav, pa potem ta slavolog, in pa med drugim načinom jezike, ki se je pa razvil pravzaprav v srednjem veku in se je razvil iz drugačne kulture, iz kulture plemen, ki so prihajala iz severa, in to je najprej romanski, ki je še povezoval rimsko arhitekturo in se, kot že ime pove, in pa predvsem gotski stil. Gotski stil je pa drugačen od tega klasičnega v tem, da on pa ni naprej predpisan, ni kakor v knjigi, in ti točno tako zlagaš kot besede, da poveš, da narediš pesem iz znanih besed, ampak je tako, da je pravzaprav nekako organski, da išče meje v konstrukciji in da, ko so gradili recimo eno gotsko stavbo,
je vsak, ki je sodeloval, ker to je bilo veliko teh delavcev, ki so klesali posamezne elemente, posamezne kamne, da so zložili prekrasno gotsko cerkev, je imel tudi eno svojo poetično svobodo, da je sicer po neki skupni zamisli, potem sam izoblikoval v tisti majhen fraktalen ornament ali pa majhno glavo živali ali pa kakšno figuro in tako naprej, in to je potem zraslo v neko krasno arhitekturo, ki je dosegala izjemen učinek. Še danes potujemo, da bi videli te velike gotske katedrale. In tudi ta dva principa sta v resnici še danes veljavna. Danes lahko arhitekturo razločimo, a je bolj organska, fraktalna, konstruktivna, narekovaj gotska, ali je bolj klasična, statična, iz elementov jezika skupaj zložena. In zdaj, če pogledamo takole uro, ki je nastala že sicer v začetku 20. stoletja, vidimo, da kot smo tlele 500 let pred našim štetjem in se začne čas vrteti in tlele je vse klasika, Grčija, Rim, no, tukaj še mal srednji vek, ne, še mečken Rima ustraja, ampak počasi se to izgubi, rimska mesta se podrejo, njihove arhitekture propadajo in njihova kultura se zgubi, no, se zadnje zažgejo vse tiste knjižnice, ki so bili, in tudi to se zgubi, zelo malo ostane. Ampak tukaj se pa od leta 1000 naprej se pa začne pač ta gotika in potem se vrne človeštvo ali pa nazaj in začne tle na začetku iskati in z renesanso potem se ponovno ta klasični jezik uporablja. No, ker pisatelji pričnejo kot bralci, arhitekti pričnejo kot tisti, ki potujejo in gledajo in spoznavajo arhitekturo. In tle imamo še enkrat narisano na eni zelo lepi upodobitvi isto, kot smo zdaj že 3-krat videli. Tle so še piramide najvišje, ne. In vsa ta klasična arhitektura je pravzaprav utemeljena na neki geometriji, na nekih proporcijah, na nekem znanju. To znanje je v bistvu znanje, ki se prenaša iz roda v rod, znanje, ki je dragoceno, znanje, ki je včasih tudi skrito, in to znanje izhaja iz izkušenj, izhaja iz posnemanja narave in izhaja iz filozofije in iz matematike. Tukaj imate, to poznate, ne, shemo, ki kaže zlati rez, ne, to najbolj lepo razmerje, ki so ga umetniki, arhitekti skozi vso zgodovino uporabljali za svoje kompozicije, zato, da so bile lepe in zato, da so bile božje, ne. Ker Bog naj bi bil prvi arhitekt in tudi geometrija je pravzaprav nekako božja geometrija bila. Zdaj v renesansi je renesančni teoretik po Vitruviju spet prvi najpomembnejši teoretik, Leon Battista Alberti, napisal par takih definicij arhitekture, ki so še danes veljavne. Ena od njih je, da je hiša kakor veliko mesto in mesto kakor majhna hiša. Ta govori o tem povezanosti dialektiki med delom in celota, in druga v harmoniji vseh delov, da ne smemo nič odvzeti ali pa nič dodati, isto nam pravzaprav govori. Zdaj bomo pa to, kar smo že prej rekli, koncepti, svetloba, zasnova, kompozicija, je nekaj, kar pravzaprav skozi zgodovino vztraja in ostaja vedno enako, kot smo prej slišali. No, tle imamo en tak primer z temle inšpiracijo iz narave. In tlele je Philip Johnson, to je pač arhitekt 20. stoletja, ena od osrednjih osebnosti arhitekture 20. stoletja, ki pravzaprav tako obliko uporabi na način moderne arhitekture, ko naredi to svojo kapelo. Princip kompozicije, geometrije, matematike, prav tako v renesančni stavbi
ki jo zasnuje Sangalo in jo potem dokonča Michelangelo, ali pa v Corbusierjevi vili Garš v Parizu, spet isti principi, geometrija, ki je osnova za kompozicijo, ki je garancija, da je to, kar nastane, lepo, smiselno, pametno in tako naprej. Zdaj, te principi so, kot smo že prej slišali, velikokrat povezani s težo. Tle čutimo piramido, ki je kako je usidrana v tla, kako je ta njena teža pravzaprav poudarjena, hkrati je sicer to Božja gora, ki se dviga nekam proti nebu, ampak tudi zelo močno stoji na zemlji. Drugače je pri tej cerkvi na sredi, pri Aji Sofiji, ki se pravzaprav od tal nekako odtrga in poskuša postati breztežna. Svetloba, ki smo jo prej omenjali, kako postane materialna. Tukaj je en od zelo lepih primerov, kako je uporaba svetlobe v arhitekturi. To je Panteon v Rimu, tempelj vseh bogov. To ste tudi že najbrž srečali. Zdaj, vidite, da je v tem prostoru, če bi recimo se našel nekdo, pa bi zazidal to odprtino v stropu, kakšen greh bi naredil temu prostoru, kaj bi uničil? Uničil bi pravzaprav nekaj skoraj najlepšega. Prej smo rekli Aja Sofija. To je cerkev, ki jo je dal zgraditi cesar Justinijan, to je tisti iz, veste, Pod svobodnim soncem, ne? Ki je imel Teodoro, ki je bila prav zvita, pa lepa, pa vse to, no, ampak on pa je bil bolj grd, ampak je bil pa izreden vladar in je naročil cerkev, ki je takrat, kakor potem svet Peter, 1000 let kasneje, takrat pomenila recimo središče sveta, središče krščanstva, ki je takrat ravno postalo nekako uradna, malo prej uradna vera. No, in on tukaj z pomočjo matematikov, arhitektov naredi stavbo, za katero je njegov biograf napisal, premagal je težnost. On na otvoritvi je rekel, Salomon, presegel sem te. Tako je bil ponosen. In njegov biograf Prokopi, ki je sicer bil zelo kritičen do njega, je pisal, da je bil zoprn tip, ampak napisal pa je, tukaj mu je uspelo, da je ta cerkev taka, kot bi na zlati verigi visela iz neba. Težnost je premagana. Ta kupola, pravzaprav stene, kar visijo iz te kupole dol, ne da bi stale gor, ker je pač arhitektura, matematika, geometrija, znanje, tektonika zmogla nekaj tacga, ne. Zdaj imamo pri nas pravzaprav en primer, ste slišali za to, ne, Center vesoljskih tehnologij. Živadinov je končno dobil tisto svojo materializacijo skozi arhitekturo. To bi sicer morali letati po vesolju, ne, ampak se pa pravzaprav arhitektura tukaj dvigne od tal, ni več teže. Ona doseže to, da ni kot piramida, ampak da pravzaprav leti. In to so naši pač, to je narisal ta Herman Potočnik Nordung, kako bo vesoljska postaja letela, in to so vzeli arhitekti kot izhodišče in so naredili stavbo. To so pač naši dobri arhitekti, ne? Sadar, Vuga, Dekleva, Gregorič, Belk, Perovič in Office, ne? Ki pravzaprav premaguje težnost kot leteči krožnik. Sam še malo pritisneš na gumb in ona zleti v vesolje. No, zdaj, ko se bližamo koncu, ne, vidimo, današnji arhitekt, to je kar Corbusier, kakor ga je narisal, mislim, da ga je Leon Krier takole karikaturiziral, kaj ima on vse za eno ropotijo v glavi. Ko gledamo na zgodovino, vedno gledamo pač iz našega časa, ne. Zgodovinarji so izumili rek, s tigrovim skokom v preteklost gremo mi v zgodovino in vzamemo tisto, kar nas tam zanima. Se pravi, mi danes razumevamo zgodovino, kakor razumevajo. Recimo 19. stoletje jo je razumelo kot eno tako družinsko drevo. Tle spodaj so pač
tiste korenine, ne, tle imamo religijo, pa take stvari, ki pol zraste arhitektura in tle imamo klasiko in pol raste naprej in tako nekako pridemo do konca 19. stoletja. Taka shema je super, na nek način velja, ampak v resnici pa smo mi tako kot tukaj Botero, ne, Ludvika 14. nariše Rigado, takrat, ko je bil on središče sveta, je bil ta cesar, saj veste, francoski cesar, ki je zgradil Versailles. Ta leta se moal, ko je rekel, država sem jaz, ne. On je bil sonce, se je sebe imenoval, ne, in on takole mogočno ga narise, ba je bil bolj mehen, pa malo debelkas, ne. In tako je ta današnji pogled kot Botero, ne, ta krasen kolumbijski slikar, ki nariše sebe, ne, ampak nariše tudi Ludvika in v bistvu skozi to komentira zgodovino, komentira barok na nek način, skozi, rečemo temu, sodoben pogled, skozi sodobno razmišljanje, skozi današnji čas, skozi to, kar danes vemo. In to je v bistvu tisto, kar sem vas hotel nekako povabiti, da bi skušali razumeti. Poglejte, arhitektura izpred 7000 in več let, te dolmeni, ki so po celem svetu, kot vidite tukaj nastali, to so bili bodisi grobovi, bodisi mini templi, so jih ljudje postavljali zato, da bi pravzaprav nekako uravnotežali svoj odnos do sveta. Evo, Corbusier, ki zgradi, moderen arhitekt v 20. stoletju, vzame model, ne, konkretno tegale, ki je tam bliz, kjer je ona cerkev, je ta dolmen, in Corbusier to vzame in naredi prečudovito moderno arhitekturo z istim občutkom teže, z istim nalaganjem kamna na te stene in doseže in potem se še ukvarja z pač svetlobo noter in doseže pravzaprav enak učinek, kot so ga dosegli v bistvu ljudje v mlajši kameni dobi, ki so sestavili tisto svoje mehno svetišče, v katerem so se lahko dobro počutili in so bili varni. Tako Corbusier s tem čudovito uporabo materijala, tukaj pač in svetlobe kot materijala doseže in pa te tektonike v svoji obliki, oblikovanosti prostora doseže en tak prekrasen prostor, ki velja za zmeram, ne. Recimo piramide, ki smo jih prej že omenjali, kako so one uporabne skozi vso zgodovino. Takole izgleda, tle sta tale Keopsova, mislim, da ona zati je Mikerinova, tole je Kefrenova, ki ima to sfingo. In če jo prerežemo, recimo Keopsovo ali Kufujevo se reče po egipčanski, Keopsovo je po grški, prerežemo in vidimo, vsa je polna in noter so samo taki mali, čist taki hodnički, ki se splazaš, ne, in pol in rabiš Indiana Jonesa, da not prodre in da se neki noter potem začne dogajati, se kaj pomika, pa podira, pa tako, ne. Izredno skrivnostno, izredno mistično. No, piramida skozi zgodovino velikokrat se uporablja. Tle vidite spodaj neka klasika in potem piramida. To je bilo en projekt, ki ga je naredil na enem natečaju nek holandski arhitekt, saj ni važen. On naredi piramido kot tako simbolno, monumentalno obliko, ki bo primerna recimo za spomenik kar samega Napoleona, ne. Napoleon, on je poleg tistega Ludvika, ki smo ga prej videli, en tak monument iz zgodovine in njemu je treba narediti najbolj monumentalno možno in na natečaj seveda si izmislijo piramido. Zdaj pa kaj bo znotraj piramide? Tam je bila noter sam ena mehen rov, pa pol ena sobca, kjer naj bi bilo neki, ne, tista kal, duša, kaj je tlo, faraonova. Tukaj pa naredijo noter en tak prostor, ki je pravzaprav gotski, če vidimo. Tle so eni taki šilasti loki in nek gotski prostor se znotraj zgodi za Napoleona. No, en drug arhitekt je tudi naredil piramido za ta isti natečaj in tokrat pa noter naredi en tak panteon, tisti, kar smo prej gledali, ki je imel okenček na sred, ne. Okenček ima tako na strani, ampak tudi je samo eden, da bo taka ta prava svetloba. Skratka, to je zelo masivna piramida. No, še en arhitekt
naredi eno cerkev, v katero v bistvu spet obliko piramide in noter izvotli spet en tak panteon z stebri okrog s to klasiko. Najbolj znamenit arhitekt, ki je veliko teh projektov naredil, je Boulez, seveda, revolucionarni, v narekovajih, arhitekt. Imamo pa mi tudi svoje variante, ne, te iste ideje, piramide ali pa stožca kot monumentalne forme, ki naj bi pravzaprav v tem primeru, ko Plečnik naredi načrt za parlament, saj se spomnite, to smo imeli tudi na Dnarju nekaj časa, ta načrt, postane katedrala svobode, postane v bistvu simbol celega naroda. Mi vsi bi se morali, naš parlament, mi vsi bi se morali prepoznati v tej arhitekturi. To je zmožnost arhitekture, ampak hkrati tudi pravzaprav, kaj bi rekel, rahlo nevarna stvar, ne? Ker če postane ta arhitektura totalitarna, se sprevrže v svoje nasprotje. No, v Louvru je ta piramida steklena, ni totalitarna, ampak pokriva vhod, kad se spomnite, kad ste bili v Louvru, greste skozi to piramido, pa pol v klet, pa tam kupite karto, pa sendvič, pa greste pa po Louvru, pa čakate, da ste prišli na vrsto za tisto Mona Lizo. No, to je še ena lepa fotka Louvra, tukaj ni te tektonike, te teže, ampak ker je pač steklo sonce skozi sije, je nekaj narobe. No, ampak piramide se uporabljajo na vse možne načine. Foster kot eden, recimo srednjih arhitektov današnje dobe, gradi piramido miru v Kazahstanu, ne. V Kazahstanu tlejo vidite skupaj še z vsemi temi tortami, ki jih je predsednik Nazarbajev zgradil v Kazahstanu kot novo prestolnico. Seveda je tudi Fosterjeva piramida, to je recimo klasični jezik, ampak klasični jezik, kako bi temu rekli, kič, ne? Obup. Arhitektura, ki se sprevrača skozi napačno uporabo v svoje nasprotje, ki postane pravzaprav nekultura ali pa postane pravzaprav reprezentacija nekega tirana, ki je pravzaprav nekulturen. Mi imamo tak primer, ki se sreči ni realiziral, ampak je bil pa nekaj časa zelo blizu. Jaz se spomnim, da je ena vlada celo potrdila ta projekt, ki je bil mimogrede tudi nek nateg, da bi imeli mi kar največjo piramido vseh časov. Nekaj časa je bila v Vipavski dolini in potem se je selila, ki je nekam prek Murje in tako naprej. No, piramide, tlele ta spodnji render z avionom je še en render, kako naj bi Jelinčičeva piramida izgledala. Piramide vse sorte lahko simbolizirajo. Vidite, tle piramida simbolizira kapitalizem, lahko je piramida iz ljudi, ne? Skratka, močna simbolna forma. Druga piramida, ki je nekaj podobnega, je nastajala v Sumerju oziroma v Mezopotamiji, blizu Egipta, skoraj v istem času. Ni bila sicer namenjena temu, da bi bila grobnica za vladarja, ampak je bila namenjena kot podstavek za tempelj, ampak tudi ta je služila kot model, način za arhitekturo v modernem času. Vse to bomo šli hitro skozi. Louis Kahn, en arhitekt, ki ga je zelo cenim, je v bistvu skozi uporabo opeke poklical v podobnem okolju, kakor so bile tisti sumerski ali pa mezopotamski cigurati, priklical, ko je gradil prestolnico v Indiji, ali pa z betonom, ko je gradil Kapitol v Daki, v Bangladešu, v bistvu neke vrste isti odnos do prostora. Podstavek, tle vidite te stopnice, neko platformo, na katero se zgodi neka taka obzidna arhitektura, ki nekako na noter skriva svoj zaklad. To je tisto, kar recimo arhitektura spet zmore. Še eden od teh, rečemo, kaj bi rekel, highlightov iz zgodovine arhitekture, Partenon, grški klasika, utelešenje klasike, skozi zgodovino v uporabi pri Palladiju, pri tej vili Rotondi, pri Leduju,
prej smo njegovega prijatelja Buleja srečali pri tistih piramidah, Ledoux uporablja fasado templja, ki gradi svoje idealno mesto. Pa tudi seveda pri Plečniku, ki na Dunaju zgradi cerkev, za katero je pol cesar rekel, da je taka kot konjski hlev in mu zato ni dovolil, da bi postal profesor na Dunaju, in kar je bila še sreča, ker je šel pol v Prago in potem prišel v Ljubljano, če ne bi bil pa en profesor na Dunaju in ne bi nikoli mi nič imeli od njega, tako imamo pa Plečnikovo Ljubljano in jo lahko uživamo. Ali pa Philip Johnson, prej smo ga že srečali, on tudi v bistvu te arhetipske simbole, tempelj uporabi, da ga ugradi recimo na stolpnico. No, zdaj pa sam še tole, zdaj je ura že kar veliko, bom hitro končal. Še gotika kot ta fraktalni jezik, vidite, en od osrednjih, pa tudi od prvih spomenikov gotike sred Pariza stoji ta katedrala Notre Dame na otoku. Victor Hugo govori o njej kot o odprti knjigi, to ste tudi najbrž brali, prekrasni odstavki so v arhitekturi v tisti notredamskem zvonarju, ker so tle kralji upodobljeni, recimo vsi francoski pol je celo Sveto pismo gor, vse zgodbe, vse, kar so pravzaprav ljudje vedeli, so skozi to majhno kiparsko delo upodobili na tej odprti knjigi, ki je katedrala, ki je pravzaprav simbol skupnosti, simbol mesta, simbol tega, da ljudje živijo skupaj in da recimo verjamejo v Boga ali pa da verjamejo drug v drugega, verjamejo v nek smisel. No, notranjost, tudi ta gotski princip se pravzaprav v arhitekturi potem ponovi se v 19. stoletju. Tukaj imamo en Schinklov poskus gotike. Schinkl je seveda en krasen nemški arhitekt, ki je znal tudi takole na rimski način, isto cerkev je narisal takole po gotsko, takole kot ene terme, v klasičnem jeziku, zgradili so pol to gotsko cerkev. Še ena taka uporaba gotike proti sodobnosti je seveda Gaudí v Barceloni. Tle vidite, kako narišeš arhitekturo, pač s tlorisom in prerezom, ampak zdaj bi bilo še predolgo, če bi vas še s tem moril. Ali pa kako narediš situacijo, vidite v Barceloni, tole je kar Gaudijeva risba situacije, on je postavil svojo cerkev, okrog so tele insule, kako bi temu rekel, te kvarti, barcelonski znameniti ali značilni srdajevi z pobranimi vogali in ulicami vmes, in on takole malo odreže tele kvarte v tem svojem načrtu, zato da bi se na njegovo katedralo dobro videlo. Tle je ena druga prelepa risba tlorisa te katedrale, kjer pa imate napisan še nekaj, kar je tudi v arhitekturi pomembno. To je pa simbolika. Tukaj noter vam ta načrt pove, kaj vsak od teh elementov, ki so znotraj te cerkve, simbolizira. Ker čisto vsak ima od celotne forme, ki je križ, do vsakega stebra, vsak ima en določen pomen, zastopa bodisi enega svetnika, bodisi eno vrlino, bodisi eno idejo, neko zgodbo, in v resnici je arhitektura tudi kombinacija nekih idej, nekih misli, nekih simbolov. Tudi to je pomembno, da vemo. No, današnja tehnologija nam omogoča, da katedralo narišemo z računalniki tudi takole strukturno v 3D in jo vrtimo in jo gledamo in jo razumemo, kakorkoli že. Tudi fotografije so danes že lahko zelo, zelo spektakularne. Recimo, kaj zmore en fotoaparat, kako reprezentirati arhitekturo v vsej njeni pravzaprav tudi čustveni moči, ne, kako ta rast, ta organskost se tle čuti v tem, da proti svetlobi, kakor ena rastlinska forma se dviga ta katedrala proti višini. Ne. In to je vse arhitektura. No. Ta gotski konstruktivni princip je v arhitekturi, kot sem rekel, živ še danes. Teže se upiramo, ne samo z avioni, so pač ene velike plahnate škatle, ki sam ne veš, kako letijo po zraku, ampak tudi s to elegantno čipko kakšnega Kalatrave. No,
to opiše to težnjo po simbolni vrednosti konstrukcije, na smešen način opiše Lutyens, to je en angleški arhitekt, zelo dober, ki je veliko delal tudi v Indiji, je gradil ta New Delhi, ne, je bil arhitekt nove prestolnice v Indiji, takrat, ko so imeli Angleži Indijo, seveda. No, on govori o konstrukciji kot banalni in o simbolnem dodatku konstrukcije, o čipki, kot tistem, ki je postala arhitektura, ki je včasih naredila arhitekturo. Ampak to ne pomeni, da te dve stvari nista povezani. Te dve stvari, konstrukcija in estetika in čipka, sta povezani v resnici. In če sta povezani, tako kot pri Calatravi ali pa tako kot pri Eiffelovem stolpu, delujeta prepričljivo. No, za konec še kaj je a zdaj sem že pa tokrat rekel konec, da moram res nehati. Da pravzaprav, če arhitekturo spoznavamo, jo spoznavamo skozi arhitekture, spoznavamo jo pa lahko tudi skozi teorijo in oboje eno drugemu pomaga pri tem, da se boljš, to ne gre za Kolumbova jajce ali pa za jajce, kaj je bilo prej, ptič ali pa jajce, ne, kura ali jajce, ampak gre za to, da teorija pravzaprav velikokrat nastane šele kasneje, za arhitekturo, ko se zgradi, hkrati pa le velikokrat tudi predstavlja tisto okvir, znotraj katere se rodijo ideje, ki potem lahko sproducirajo neko novo, zanimivo, boljšo arhitekturo. Tako da arhitekti moramo biti navsezadnje tudi intelektualci, moramo biti tudi načitani in moramo tudi na nek način biti pesniki. To kot Louis Kahn, ki sem ga že prej hvalil, ne, v tele prelepi pesmi, ki sem jaz pol enkrat prevedel, ki se mi je zdela tako nekako pomembna za arhitekturo, pravi, kako stvari imajo eno vzročno posledično povezanost, ne, ker je sonce, je tudi vesolje, ker je Bach, je tudi glasba, ker sta bole in ledu, je tudi arhitektura. No, s tem bom končal. Tukaj je še ena misel, ena zgodba iz, če se učite latinščine, ste jo mogoče že srečali, čeprav je zapisana v grščini. Hotel sem pa to povedati, da so pravzaprav nekatere resnice tako veljavne danes, kot so bile takrat, ko so nastale. In te so pomembne. Recimo ena Sofoklesova drama nas danes ravno tako gane, kakor je ganila ljudi takrat, ko so gledali v enem grškem teatru, ko so jo prvič uprizorili. In ena arhitektura, Partenon ali pa, ne vem, recimo gledališče v Epidavru, je tudi danes enako dobro, enako pomembno, kot je bilo takrat, ko je nastalo. In s tem sem res zdaj končal.